Lepo pozdravljeni v novi epizodi Pevcasta. Danes sta z mano dve mlajši kolegici, in sicer Živa Nikšič, študentka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, in pa Živa Hac, v bistvu magistrica socialnega dela, sicer pa danes v vlogi predstavnice društva Logout. Zdaj bom začela kar s tabo, Živa. Vi ste na oddelku za socialno pedagogiko ustanovili en zanimiv projekt, 11%, ki se ukvarja pravzaprav z umanjkanjem pristnih stikov. Za začetek mogoče par besed, kako se vse skupaj začelo, odkje je vizija in pa tudi odkje ime. Moja prva asociacija, ko sem to videla, je bilo procenti baterije na telefonu, tisti zadnji, ko si potem malo v paniki, kaj se bo zgodilo, ko se baterija izprazni. Tako da prosim. V bistvu mogoče lahko kar začnem z imenom in je res to, da ko smo raziskovali našo temo projekta, smo našli podatek, da večinoma pri 11% baterije na telefonu rečemo, zdaj ga moram pa ugasniti, umakniti in se v bistvu izklopimo od telefona, vklopimo v svet. In naš cel namen projekta je res, se pravi, osredotočenost na osebne stike. To smo prav posebej se potrudili, da ni, vsi smo preveč na telefonih, ker to v bistvu je dejstvo, ki ga že vemo. Ampak se res usmerimo, kako več stikov, kako ohraniti neke pristne odnose, neke te pomembne veze, stike, ki jih rabimo vsi v življenju. In smo v bistvu razmišljali skozi neke naše izkušnje na avtobusih, na potovanjih, v Ljubljani na ulici, kako ljudem tega manjka. Tako da v bistvu nas je 5 in vsaka je prišla v idejo projekta z neko zgodbo. Začela, oziroma pobudnica je bila ena izmed mojih sošolk, ki je na avtobusu srečala babico in ta starejša gospa je rekla, jaz bi se pogovarjala, jaz sem osamljena, meni manjka stikov. Istočasno sem pa jaz v bistvu letos bila na izmenjavi in sem videla res te neke raznolike kulture in kako imajo v bistvu več tega, kako greš na vlak in so tam ljudje v živo, ki ti pomagajo. Ljudje, ki jih vprašaš, ki te usmerijo, ki te povabijo na čaj, itd. In smo rekli, tega nam manjka, ker smo se sprašvali, recimo jaz sem zase razmišljala, včasih sem klicala prijatelje, oziroma smo se dobili v živo, zdaj kličemo se še, ampak včasih celo to ne bom vprašala umetno inteligenco za kakšen nasvet. In me je strašljivo, čisto iskreno. Recimo smo ugotavljali, smo aktivne, gremo v društva, ampak potem prideš domov in si na telefonu. Tako da v bistvu ta neka celotna ideja, da sploh ne opazimo več drugi drugega. Jaz sem tudi v povezavi z mojo izmenjavo začela štopati in sem res prišla do zaključka, vsi se nekako bojimo tega stika z neznanci in tega ni, nam je neznano in tuje. Ko štopaš, ga vzpostaviš. In sem rekla, če se vam zdi, da ne verjamete več v neko dobro družbe, pejte štopati, ker količina prijaznih ljudi, dobronamernih ljudi, odprtih ljudi, ki jih tam srečaš, je res lepa. In je v bistvu ideja projekta, da pa nekako to idejo potegnemo nazaj v skupnost in se povežemo. Res pohvalno, mislim, to je res zelo dobra ideja, zato ker ta prehod v komunikacijo sam še preko največkrat mobilnih naprav je viden tako na celi črti, ne samo da zadeva mladostnike, zato ker zdaj že starostniki, jaz to zelo opazujem to, in že starostniki so, sedi v parku na klopsi in gleda v telefon, ali kakorkoli se vidi tudi Facebook, kakorkoli uporabljajo. In mladi starši, ko vozička, ko vozi voziček, starš gleda, otrok bedi, ne da spi, otrok bedi, vidiš ga, da zvedavo gleda okrog, starš pa gleda v telefon in sploh ne komunicira z otrokom in je to problem širši, zagotovo najbolj zadeva mlade. In spomnim se že nekaj let nazaj sem se čudila, jaz sem ta generacija, ko nismo še imeli telefonov, pa časoma smo se vklopili seveda v to, ampak tako sem dve punci slišala pred blokom, šla sta iz šole in bi lahko že tam postali, pa ste rekli, dobro, gremo zdaj domov, čez 10 minut se dobimo na, neki platformi, in sem smislila, zakaj ne greta na kavo, zakaj ne greta na sprehod, pa se pogovorita in se vse skupaj predstavi.
Kakšen je vaš cilj, tako širše gledano, se lahko kdo vključi, na kakšen način se vključujejo študenti ali mogoče še kdo drug? V bistvu smo projekt zastavili nekako v 4 sklopih. Prvi sklop je bil najprej seveda izbira populacije, ker dobili smo neke vtise od starejših ljudi, od ljudi srednjih let, ki so kar začeli službo. Konec dneva tudi moji mlajši sorodniki me sprašujejo, a si ti tudi doma na telefonu, tako kot so naši starši, ki pridejo iz službe. In smo v bistvu rabili kar nekaj časa, da smo se res usmerili, bomo delali s študenti, ker smo ugotovili, da nam je v bistvu največji izziv, kako priti do ljudi, ki bi rabili več osebnih stikov, ker smo v bistvu nekako izolirani v svojih oblačkih. In smo v bistvu prek tega najprej, bomo delali s študenti, bomo šli po fakultetah, smo nabrali več kot 50 izjav študentov po 15 fakultetah v Univerze v Ljubljani in pa nekaj izjav tudi iz Pedagoške fakultete Univerze v Kopru oziroma na Primorskem. In mislim, da so bile 3 izjave od 52 izjav, da jim reči, jaz imam pa dovolj druženj. Pač vsi so rekli, preveč smo na telefonih, ne spomnim se, kdaj sem nazadnje pustil telefon doma, kdaj sem se nazadnje družil res, da so bili telefoni stran, ne da sem ga imel nekje v žepu na mizi. Tako da to, da smo zaznali potrebe nekih uporabnikov, ki jih lahko dosežemo, ker smo mi študentke in nam je to najlažje. Pol pa naslednji korak je v bistvu en del je tudi ta podcast, da razširimo besedo o problematiki. En del je pa druženja in glede na to, da želimo doseči populacije, ki so veliko za telefoni, smo se odločili narediti tudi Instagram profil, ker je v bistvu iz vidika začetka projekta, ko nimaš nekih financ, pač smo rekli, meč tukaj so mladi in na temu preživijo veliko časa, tukaj bojo videli. Tako da v bistvu je ta Instagram profil, zaenkrat rečemo, da smo klub za druženje brez telefonov, je pa na nek dolgi rok, skozi ta druženja v živo, ki jih zdaj delamo v Tivoliju vsak teden, ideja, da se mogoče ustanovi tudi neko društvo. Je pa v bistvu zelo zdaj, kakšni bojo odzivi študentov, zaenkrat jih še nabiramo na kup. Kar smo že izvedeli, je bilo zelo uspešno, tudi druge skupine srednješolcev, študentov arheologije so se pridružile, družabnim igram, frizbiju in tako naprej. Bomo pa videli, v bistvu nek namen je imeti skupnost ljudi, ki hočejo to ozaveščati na kakršenkoli način. Edini pogoj je, da gre telefon za tisti 2 uri res stran. Se pravi, imate pogoj, tisti, ki pride na druženje, mora telefon nekje pustiti. Druženje je lahko vse, od družabnih iger do športov, povezovanje, recimo spomladi, ko se žabice nosi čez cesto, pobiranje smeti, ekodnevi, izzivi na ulici, recimo karkoli. Ampak pogoj je, umakni telefon, poišči ročno uro, poišči star fotoaparat, poišči star radio, ker se da in v bistvu rabimo, ampak ne znamo. To je naša ugotovitev zaenkrat. Super, hvala. Sodelujete pa tudi z društvom Logout, oziroma ste center, pa boš mogoče Živa malo več povedala o tem. Pri vas se predvsej ukvarjate z to zasvojenostjo ali pa odvisnostjo, kakorkoli boste pravili, se pravi, za prekomerno uporabo mobilne telefonije. Mogoče vaš uvid, tako kot društvo oziroma kot center, zdaj govorimo, kako ocenjujete realno stanje? Glede tega, kakšen problem predstavljajo telefoni na druženje, sigurno je. Mogoče bi se kar navazala na to, kar si ti rekla, da smo zdaj toliko navajeni, da imamo vse na tem majhnem računalniku, ki ga imamo skozi sabo v žepu, se zanašati na to, da potem si težko predstavljamo, da se to ne da. Ne da se, pa moram zjutraj vstati pa pogledati na telefon, zaradi budilke pa moram pogledati vreme, pa moram skozi v bistvu ga imeti sabo, in si sploh ne damo priložnosti za to, da bi razmišljali o tem, kaj lahko naredimo namesto tega. In sigurno, mi na Logoutu opažamo, da to vpliva na odnose zelo v smislu.
velikokrat slišimo, no, da rečejo, ja, pa bi se radi družili v živo, recimo pri kakšnih mladostnikih. Se jaz bi šel ven na igrišče, pa bi se igral sam, noben od mojih prijateljev ne gre, noben nima časa, vsi so doma pa igrajo igrice ali pa ne vem, pač kakorkoli. In predvsem pa to zelo veliko konfliktov povzroča v družinah, ko pridemo do tega omejevanja, zato ker so starši zelo tako v stiski glede tega, a jaz sploh delam prav, a je prav, da omejim, a je prav, da vzamem, a ni prav, ker so tudi zelo močne pač burne reakcije valjda strani otrok. Tako da je to pač en zelo tak velik izziv, ki ga imamo vsi skupaj, sigurno, kakor družba. Spravi, delo v tem centru je namenjeno kaj bolj staršem, bolj mladim? Vsem, ja. V resnici mi v bistvu, kar se tiče starosti, ne diskriminiramo. Imamo sicer velika večina naših uporabnikov sicer so mladostniki oziroma mladostniki skupaj starši, ko pride mladoletna oseba, vedno delamo z družino skupaj, ker imajo tukaj starši zelo velik tudi vpliv, ker velikokrat tudi oni pri sebi mogoče morajo kakšne stvari spremeniti, prilagoditi, da bo pol otroku lažje, predvsem pa zelo postaviti meje. Ampak tudi študenti, odrasli, najstarejša oseba, s katero sem jaz delala, pa mislim, da je to nasplošno. Tudi na logoutu je bila stara 84 let. Tako da, v bistvu in posameznikom in družinam, ne glede na starost. Mogoče lahko za tiste, ki ne poznajo vašega dela, opišeš, kako izgleda, recimo, najprej to se naredi kak test, da vidiš, prepoznaš, si zasvojen oziroma imaš težave in kako pa, na primer, izgleda potem ena taka zadeva. Torej, mi imamo, oseba se najprej prijavi prek našega spletnega mesta in si lahko izbere eno v Ljubljani, Kranju, Celju ali pa v Kopru. In potem pride na ta uvodni posvet. Zdaj ali posameznik ali družina skupaj. In potem mi v tem uvodnem srečanju majčkeno vprašamo o različnih področjih življenja, pa tudi o uporabi tehnologije. In potem se na podlagi tega srečanja dogovorimo, kaj bi bilo najbolj smiselno za to osebo, za naprej, kakšna oblika obravnave. Tudi uporabljamo kakšne pripomočke, teste. Načeloma pa si želimo čim več informacij o tej osebi izvedeti, ker uporaba tehnologije ni sama po sebi izolirana od vseh ostalih področij v življenju te osebe, zato je to tudi tako zelo pomembno. Se pa lahko odločijo sami, da pridejo včasih in njihov, pediater, pedopsihiater, šolska svetovalna, jih napoti k nam. Tako da na ta način, potem pa imamo srečanja ali kontinuirano, odvisno od težav, ali kontinuirana, ali občasna, ali jih vključimo v skupino, tako, na tak način. Se pravi, čisto prilagodite glede na potrebe posameznika. Mogoče še eno vprašanje, ki bo morda koga zanimalo, to so brezplačne obravnave? Za uporabnike so brezplačne. To mi zdi zelo pomembno podatek, da mogoče zdaj obema namenim vprašanje, saj sta že vmes obe poudarili to, kaj bi rekli, zakaj je to ohranjanje teh pristnih stikov, se pravi osebnega kontakta v živo, ali kako naj rečemo, face to face se uporablja zdaj, zakaj je to tako zelo pomembno, kaj bi tako vajno osebno mnenje, zakaj se vam zdi to tako pomembno? Jaz mislim, da predvsem zaradi tega dela neverbalne komunikacije, ki je v stiku v živo, in tudi tega, da vseeno je majčkeno več, malo več moraš vložiti v to, če se želiš ti z nekom pogovarjati, pa družiti, pa si vzameš čas, ker se mi zdi zelo pomemben del odnosov tudi, grajenje odnosov, grajenje zaupanja. To in na drugi strani tudi, kar opažam recimo pri naših uporabnikih, ki ponavadi osebe, ki več časa preživijo na spletu ali pa mogoče več uporabljajo online komunikacijo, so osebe, ki niso tako spretne socialno, ali pa imajo kakšne pridružene težave v tej smeri in se izogibajo, pa ne dobijo nobenih socialnih izkušenj. Mi pa rabimo nujno, to je pač izkustveno učenje.
In tudi negativna izkušnja je izkušnja. Ne? In če ti tega sploh nimaš, v bistvu ne moreš niti na tem graditi, pa se anksioznost glede tega večja. In tudi zaradi tega se mi zdi, da je to zelo pomembno. Da tudi slabe izkušnje je pomembno imeti. Ja. Se strinjam zelo. V bistvu jaz se zelo trudim razumeti neke te online komunikacije kot bolj vzdrževanje stikov in ne zares neko to poglabljanje. Ker se mi zdi v živo, meni je recimo zelo pomemben tudi ta nek stik, da lahko nekoga objameš in v bistvu čisto znanstveno gledano, to je en kup nekih hormonov, ki so dobri za manj stresa, za pozitivno počutje, tudi recimo druženja v živo, ne vem, greš v neko malo novo okolje, neka razgibanost, že da prideš do tja, mogoče se gibaš, mogoče se družiš skozi gibanje. Slovenci smo nek zelo aktiven narod, recimo greš na sprehod, greš v gozd. Se mi zdi, je toliko nekih dodatnih prednosti, ki jih dobiš v živo, medtem ko nadaljavo, ja, imaš glas, recimo če se pokličeš, če je videoklic, ampak še vedno je ta distanca. In ljudje, če mene vprašaš in tudi mogoče nek vidik socialne pedagogike, smo socialna bitja in to je za izkoristiti. Se absolutno strinjam z vsem, kar ste povedali, ker res je, ni tehnologija sama po sebi samo slaba. So tudi seveda stvari, ki nam jih olajša, ko jih lahko uporabimo, ko ni narobe ali pa ni problematično, ampak dejansko jaz tudi opažam te težave pri mladih, sploh ta, se pravi komunikacija preko kakršnekoli aplikacije ali kakršnegakoli omrežja, je tako, nima filtra, zato ker ni osebe nasproti in pravzaprav ni težko reči karkoli. Medtem ko uživo, ko ti nekoga gledaš v oči, pa ni tako zelo enostavno kakšnih stvari povedati. So tudi vedno, da je zelo veliko neprimerne komunikacije, nimajo tega občutka, kaj lahko rečeš, kaj ne, mislim, kaj je primerno, kaj ni primerno, in to umanjka. Ampak zdaj, če me vprašam pa po drugi strani, je pa tako, zdaj, po vseh teh, tudi če spremljaš TikTok, pa vse pa so to objavljajo. If you are not using AI, you are falling behind. Se pravi, če ne uporabljaš zdaj trenutno umetne inteligence, ki je najbolj aktualna pri nas, pomeni, da zaostajaš, te bodo drugi prehiteli. Če nisi na nekem omrežju, te ni, ker tam se vse dogaja, ne zveš informacij. Kako pa zdaj s tem ravnati? Da ostanemo v koraku v svetu, v katerem smo, kjer je tehnologija prisotna in dejansko je neko pomagalo, ampak še vseeno pa ne zanemarja tega osebnega stika. Mogoče lahko jaz tukaj, mi smo v bistvu, imamo tudi en logo, našega društva, kluba, kakorkoli, in to je žabica. Ker smo v bistvu mi smo same, ko smo oblikovali projekt in kaj konkretno bomo delali, prišli do tega, da ne moramo reči, tehnologija je slaba in bomo brez, ker ne gre. Smo se v bistvu odločili, žabica kot dvoživka, da hočemo poudariti predvsem to, ja, živimo v svetu tehnologije, ki je uporabna, ki nam koristi, tudi za šolanje, izobraževanje. Tudi v bistvu ste vi imeli 2 podcasta in na temo, kako lahko tehnologija pomaga za neke posebne potrebe in študentom in dijakom, učencem, komorkoli, in hkrati tudi o umetni inteligenci in kako je lahko koristna za ogromno stvari, če jo znamo uporabljati, če bi bili izobraženi, kako jo uporabljati. In v bistvu smo prišli do zaključka, da ne moramo reči, tehnologija je slaba, lahko pa rečemo, dajmo imeti ravnovesje, dajmo se naučiti, da imamo mi nadzor nad našo uporabo tehnologije, ne tehnologija nadzor nad našim življenjem. In v bistvu pač iz tega naprej, jaz, ko smo delali ta projekt in smo ugotavljali, ja, nimamo ure druge kot na telefonu, to smo danes že omejili. In potem smo iskali, kdo ima fotoaparat, kdo ima kakšen radio za glasbo, kdo ima kakšno budilko itd. Da v bistvu sem jaz prišla do tega, telefon hočem uporabljati, v redu mi je kot kamera, v redu mi je kot telefon. Ja, je v bistvu tudi nek moj računalnik za faks, za šolo. Ampak, da ga odstranim od nekih teh vsakdanjih stvari, ki pa jih lahko delaš v živo. In da še vedno lahko delaš stvari v živo, tudi če imaš veliko nekih
obveznosti povezanih s tehnologijo. Vsi je treba čas vzeti. Čist dejansko se pač v glavi ustaviti in reči, klele potegnem mejo in zdaj se potrudim in sem brez telefona. In v redu je, če kdaj ne morem vsega takoj pogledati, takoj poiskati na Googlu, ampak počakam. To je, mislim, takoj dam besedo, šta živa, to jaz prav opažam, kako je tudi že pri moji generaciji, sediš nekje, si na kavi s prijatelji, debata teče in potem zacinkla telefon in potem opazuješ, kakšna nuja je, ker nekdo sicer noče takoj pogledati, ampak prav tisto, kot da bi nekdo si števal, zdaj pa 15 sekund, pa že ne bo več taka kriza, če pogledam, ampak je treba pogledati zdaj, ampak ne, zdaj smo tu, mi se zdaj družimo, tle smo 4, nas je 5, pa ne moreš, če je tako nujno, jaz vedno pravim, te bo nekdo poklical po telefonu, se pravi, če nekaj nujnega se zgodil, je klic odgovoriš, kar so pa sporočila, kjerkoli se mi pa zdi, da ni treba, ampak opažam, da je to taka nuja takoj pogledati, kaj se dogaja, ker je občutek, ne vem, kaj se bo zgodil, če pač tega ne bo, tako da je res je to prisotno tako po celi liniji, tako se mi zdi. Ja, jaz bi se tudi pridružila v bistvu vsemu, kar si rekla, da mi tudi naloga v bistvu se tako zelo zavzemamo za neko kreativno uporabo tehnologije, meni se zdi tehnologija ena tako čudovita stvar, seveda znotraj nekega ravnovesja. In zdaj, če si pa mi hočemo to ravnovesje vzpostaviti oziroma držati, moramo pa biti zelo zavestni glede tega oziroma zelo prisotni. In moramo se naučiti biti sami sabo, pa sebe poznati. Zdaj tukaj seveda govorim za odrasle, to od otrok tega ne moramo pričakovati, ampak da mi sami s sabo v bistvu sklenemo neke dogovore, kaj je meni v redu, pa kaj meni ni v redu, koliko časa, pa koliko energije sem jaz pripravljena nameniti nekim takim stvarem, pa koliko bi jih rada imela za drugo, pa se ne sam čisto na tehnologijo zanašala za vse. Pa naloga avto potem tudi poskrbite za ta del, nekako da učite primerne ali pa primernejše rabe tehnologije. Ja, mi gremo v bistvu tukaj znotraj nekih teh individualnih svetovanj s posameznikom, zato ker ni za enega pravila, ki bi za vse deloval. S posameznikom v bistvu mi raziskujemo, kakšen bi bil za to osebo najbolj primeren način, da živi s tehnologijo toliko, da ga ne obremenjuje. In ja, nekaj, kar je mogoče za nekoga, naprimer, osebe, ki veliko uporabljajo kakšne te aplikacije, kjer se veliko slika pa pošilja, bi bilo za njih nemogoče en dan ne narediti ene fotke, za nekoga drugega je to najlažja stvar na svetu, pa bi bilo zelo težko brez ene igre biti, nekaj časa. In pol malo poskušamo različne stvari, pa vidimo, meni je zelo važno predvsem, zato mi je bilo tudi všeč v bistvu, kako ste vi ta projekt zastavili, da ne gremo iz tega, kaj je negativno. Vi se niste izbrali, mi živimo brez telefonov vsake toliko, ampak ste bili tako, dajmo na ta del druženja, da damo, da ukrepimo druga področja in pol se bo naša uporaba tehnologije kot stranski produkt v bistvu izboljšala oziroma se bo screen time zmanjšal. Kaj sta pa opazili, obe pač s populacijo, s katero delata, kaj so tisti najhujši znaki, ki se kažejo, ko je treba dati telefon stran ali pa ravno zaradi tega, ker tako zelo veliko se komunicira. Je to tisto, ko imaš prijatelje, ko jih nimaš, ko so prijatelji, ki jih nikoli ne vidiš, sploh ne veš, kdo so, a so v resnici tiste osebe, ki stojijo za nekim profilom, ampak številka je pa lahko grozno velika, je to osamljenost, potem kako se kažejo recimo te bolj negativne plati? Mislim, jaz mogoče takih res izrednih primerov ne poznam, lahko pa čisto tako, že ko smo začeli z našimi druženji, jaz sem čutila, da mi je bilo dejansko, 3 ure nisem priklopljena, in se zamisliš, kako že sam imaš ta nek občutek, zdaj pa nisem koristna dovolj, zdaj pa nisem dovolj uporabna, nisem dosegljiva. Tudi v bistvu ljudje, ki smo povabili tudi kakšne naše znance in jim je bilo izredno neobičajno, da me ne morajo kar poklicati, ker sem jaz že na druženju in sem rekla, jaz imam zdaj svoje 3 ure detoksa, pač poišči me, včasih se je to dal, menda znamo tudi zdaj. In smo v bistvu ugotavljali, da zares ne.
da smo navajeni, da si kadarkoli dosegljiv, si napišeš, se pokličeš, kje je kdo, kam ste šli in tako dalje. Tako da to je, kar se nas, študentov, tiče. Imam pa potem še v bistvu izkušnjo v družini, imam pa mlajše sorodnike, smo imeli pa lihtko v bistvu druženje. Se mi zdi, da oni so še bolj to znali, ker jim tudi starši rečejo, da je pustiti telefon. Ko smo šli, ne vem, na igrišče z žogo, tako dalje, je bilo v redu. Takoj, ko smo prišli nazaj, vsak svoj telefon, vsak gledal svoje stvari. Pa so imeli interes, a bomo šli spet ven. Ampak jaz sem imela občutek, da jih moram da ne prijeti, pa jimo ven in se spremenijo. Ampak čist padajo noter, tudi ne vem, sem se učila, delala za faks na strojni fakulteti in pogledam okoli sebe, ogromno ljudi sedijo skupaj, vsak na svojem telefonu. Tako da to je nek ta vidik, ki mene mogoče najbolj boli, da ne pogledamo ven drugega, ampak sam. Sem že zasledila, da so nekje, pa zdaj se ne morem spomniti, ki je odprli restauracijo, kjer pustiš telefon. Tu tako ime ima, pa mi zdaj šlo iz glave. Glavnem, ob vstopu pustiš telefon tako v marci in potem si tam in se družiš. Ne moreš gledati na telefon, če želiš biti tam. Ne? In se mi zdi tako res ohranjene stikov ogromno, krat vidim kjerkoli, ko sedijo mladi, starejši družine, pa so skupaj, pa so vsak na svojem telefonu. Ne, sploh ni, čist brez veze so tam v resnici, ker sploh nima pomena, da ni druženja. Mogoče še tvoj vidik? Ja, se mi zdi ta dolg čas, ta blazen, dolg čas pride. Pri ljudeh, tudi velikrat, kadar res vprašam svoje svetovance, kaj oni vidijo kot največji razlog, da uporabljajo telefon, ali pa da ga toliko uporabljajo, je vedno, zato ker je dolg čas, zato ker ne vem, kaj naj delam. Ne? In dolg čas sam po sebi mi ga rabimo, ne more biti dolg čas, nič ni hudega, nič ni narobe, če ti je vsake toliko malo dolg čas. In ga ne znamo več tolerirati, zato ker v bistvu s tehnologijo nam ni več treba tega. Ne? To je pa v bistvu zmožnost prenašanja, doživljanja frustracij, ki jih doživljamo čist pri vsaki stvari. In potem, če ne znamo tega prenašati, ne moramo sedeti pa se učiti zbrano, ne moramo biti, malo potrpežljivi pri kakšnih odnosih, ne moramo biti vztrajni pri treningih, v bistvu tle se vse je to nekako s tem povezano, in to, ta dolg čas je tako njim nekaj najhujšega. Hkrati s tem pa tudi, ko je nekaj časa tehnologija odsotna, pridejo vse te misli, pa vsa ta čustva, pa občutki, ki smo jih prej dajali na stran nekaj časa in zato je to bolj tako težko, ker pridejo vse skrbi, ki smo jih malo odrivali, včasih kakšni zelo, žalost, jeza, vse te neprijetne občutki, ki smo se jim probali izogibati, pa pol takrat pridejo ven, in to je pa pol. Ampak se da, videli smo, ker mi tudi imamo ta program Digitalni detoks, kjer mladostniki so v bistvu 3 tedne čist brez kakršnekoli tehnologije, da zdržijo to, na začetku, prve 3 dni ponavadi ali pa en teden je tako, jim je zelo težko. Pol se pa navadijo, pol pa niti tako ne vprašajo večinoma več, za telefon. Tako da to so te znaki ponavadi. In tudi to, da se malo tudi zmanjša ta anksioznost glede tega, da moram skozi biti na voljo, pa vsako stvar takoj skočiti. Ampak znamo malo sam živeti. Se prepustiti. Ja, to sem tudi hotela, si zdaj omenila to nekak beg iz realnosti, zato ker se zamotiš, so neke težave, recimo v realnosti, tudi lahko težave v šoli ali na fakulteti, ali mogoče nekem odnosu, recimo, ker otroci starši še nekaj pristnih odnosov zagotovo ohranjajo, ne morejo vse skomunicirati prek telefona, ampak je včasih pa to, opažam, tudi beg iz realnosti, gledaš, kaj drugi dela in se ne ukvarjaš s tistim, kaj ti dela. Ko se s tujimi problemi ukvarjaš namesto, da bi reševal svoje. In to je kar velika težava in verjamem, da se da, ampak da nekaj časa traja ta prehod iz ene skrajnosti v neko drugo. Mogoče še kakšne se srečujete pri svojem delu s kakšnimi izzivi, preprekami, ki nekako otežujejo to delo še, kar še niste mogoče omenili.
Jaz sem v bistvu že omenila, pač najtežje je to, kako priti do ljudi, ki bi potrebovali to. Oziroma, kako priti do njih, hkrati pa kako se usmeriti, ker se mi zdi, ko začneš raziskovati te problematike, oziroma so ti blizu, zelo hiter si tako, jaz bi kar vse, jaz bi to rešil, pa tisto, pa ne vem, kje se lotiti. Tako da mogoče to dvoje. Je pa tudi tako, kot z ustanavljanjem kakršnih koli druženj, klubov, društev, da ljudje zvejo in da v bistvu vejo, da je tukaj nekdo, ki se s tem ukvarja in da ne bo nič strašnega, če pridejo pogledat in vidijo, jih zanima, kako bi bili angažirani, a bi vsaj sprobali. Pa je odziv. Ja, zaenkrat je. Mislim, jaz imam en par izkušenj tudi z drugimi študentskimi društvi, oziroma pa ne vem, čistko v planinstvu tudi organiziranjem stvari. Tako da je potreben čas in mi smo vseeno šele precej na začetku. Tako da zaenkrat, ampak je zelo zanimivo, ko greš enkrat v živo, koliko hitrej navežeš neko povezavo. Recimo smo bili v Tivoli prvo druženje, igrali frisbee in smo se pač povezali, se je vključilo čistko iz parka 6 ljudi. Tako da v bistvu dejansko je hitrej in to neko poglobljeno, pa se spomniš, včasih si pač na ulici spoznal vse sosede in se družil z njimi. Ker je bilo preprosto, se srečaš, se imaš fino, se dobiš ponovno. Tako da na tak način gre hitreje, ampak še vedno je treba nekako spraviti ljudi, da sploh pridejo ven. V bistvu čista neka problematika, ki jo naslavljamo. Ja, se to tako si rekla, nekaj v bistvu pristni stiki pa ste mogli narediti, recimo narediti Instagram profile, zato da sploh pridete do ljudi, ker če bi, ne bi drugače dosegli te populacije. Pa kako je to tisto, ko pač poskušaš najti način, kako izboljšati stvari. Pa tudi čisto iz našega vidika, še vedno si študent in imaš en kup obveznosti, pa se mi zdi velikrat tisti, ki pridemo do nekih idej, da bi kaj aktivirali, kaj izvedli, organizirali, to delaš na vseh področjih. In pol je čisto iskreno tudi čas neka stvar, ki bi rad dal ljudem, nekaj, kar se ti zdi, da rabijo, ampak moraš prestrukturirati svoj način, svoje obveznosti, svoja druženja, ki jih že imaš, ker pač jaz sem tip osebe, ki rada organizira, ki rada nasplošno vabi in vleče ljudi na teren. Tako da čisto to iz naše strani tudi imeti dovolj nekih ljudi, da potegnemo dalje, da res vložimo. Da peljete naprej. Ja. Super. Pa mogoče še naloga v to, kakšne izzive, prepreke? Izzivi, mogoče v smislu, da velikrat, zdaj je še tako, se mi zdi, da smo ozaveščeni, vedno bolj glede te problematike. Še vedno pa se dogaja, da v bistvu ljudje pustijo, da stvari grejo že zelo daleč, preden poiščejo pomoč ali pa so pripravljeni kaj spremeniti. In pol je pa težko, če se ena stvar razvija 10 let, bo trajalo tudi zelo dolg časa, da se reša pa da se nekaj spremeni. In pol tudi so mogoče pričakovanja previsoka od strani staršev, od strani te osebe, ki pride. V tem, koliko časa bo zdaj to trajalo, da se razreši. Tako da, kar bi si jaz želela na splošno, je bolj v bistvu več zgodnje prepoznave. Da bi se čim prej te zgodne znake v bistvu več preventive. Tako da to je zaenkrat nekaj, s čimer se ukvarjamo, pa česa si želimo malo več delati tudi na tem. Ja. Sodelujete mogoče s kakšnimi šolami? Imate kakšna predavanja, delavnice? Ja, zelo veliko predavamo. In v šolah, v vrtcih, na tako povsodno. In tudi vedno več bi si želeli tega za starše. Čim več staršev že, ki imajo otroke v vrtcu, ker se v bistvu se tam začne in so ključen del je tam. In to je, ne toliko mogoče prelaganje odgovornosti na otroke. Ja, ampak da že starši v bistvu so zelo opolnomočeni, pa da samozavestno vstopajo v ta proces. Ja, ker zdaj imamo vseeno že generacije staršev, ki lahko imajo tovrstne težave.
In posledično je vprašanje, kako bo zdaj otrok s tem, ker se vemo, otrok se je kaj uči z opazovanjem na začetku in če starš ima telefonsko v roki, je že iz tega vidika čisto logično, da bo otrok tudi to posnemal. Tako da je fajn, da se tudi starši delovno zelo podpirajo. Mogoče za konec bi želela še kaj povedati, mogoče povabiti na kakšno srečanje v Tivoli. Ja, v bistvu imamo zaenkrat srečanja vsako sredo, v popoldanskem času, tako nekako od 3 do 6, 7, odvisno tudi kako mi uspemo biti tam. Na travniku pod glavnim otroškim igriščem, oziroma zraven tega kipca Edvarda Kocbeka. Tako da ja, pač dobrodošli, v bistvu kdorkoli, lušno je res. Edina stvar, pač delamo v bistvu karkoli, edina stvar, umakni telefon in ga ne potegni ven vmes. Starostni pogoj, pogoj je, da si brez telefona. Ja, pogoj je, to je edino. Pač karkoli drugega, kakršnekoli ideje, tudi v bistvu čistko vidimo, kaj prime, v bistvu, recimo ta frisbee se je zelo dober delu in pač, pol iz tega izhajamo. Tako, mogoče pa lahko za nek ta, dolgoročno. Zdaj bomo videli, kako bomo mi časovno uspeli, če bo res kakšno društvo zraslo iz tega. Je pa meni v bistvu tudi preko te moje izmenjave, jaz sem bila na Danskem in oni imajo v šolskem sistemu več tega, tudi neke pogovor o socialnih veščinah in ta čustvena inteligenca. Se mi zdi, da bi s tem, če bi recimo sem se pogovarjala z učitelji razrednega pouka, pa tudi z razredniki na višji stopnji, da ne vejo točno, kaj delati recimo na razrednih urah. In da bi se lahko skozi to čiste neke veščine in ozaveščanje, meni je pa pomembno, da imam pristne odnose in pristne stike, ker mi to nekaj da, zelo daleč prišlo. V bistvu je ta ideja, da pol, ko se družiš in ko daješ temu nek pomen in veš, da je to pomembno, telefon res pač je tista tehnologija, ki jo uporabiš, ko jo potrebuješ. Tako da neko čisto ozaveščanje v bistvu, kar pa vi že nekako delate. Super, hvala. Še živa. Ja, jaz bi povabila v bistvu vse, ki so mogoče malo še kontemplirajo, a bi se prijavila, se ne bi prijavila, pa vem, da imam zdaj že nekaj časa problem, pa me to moti, ampak ni zdaj pravi čas za to. Vedno je pravi čas in nikoli ni pravi čas. Bi jih pač povabila, da se prek našega spletnega mesta, mogoče si ga samo pogledajo za začetek, da ne vidijo, kaj počnemo, mogoče kakšen blog preberejo in se prijavijo na uvodno srečanje, tako da lahko bolj konkretno tudi ena na ena pogledamo, kako stvari stojijo. Ja. Super. Najlepša hvala obema. Zahvaljujem se tudi vam za pozornost. Želim vam, da ohranite čim bolj pristne stike. Bomo pa dodali temu podcastu povezave tako do vašega spletnega mesta, torej Logout in do vseh informacij v zvezi z projektom 11%. Jaz mislim, da to ime si bomo enostavno zapomnili. Hvala.